Borut, mi pa že imamo skupno zgodbo, ne? Jaz Tomaž Ti, pri Rockerji poje pesnike, kot rečeno je on bil pri prvem projektu Rockerji poje pesnike zraven, potem pa smo nekje v sredini 90-ih pričeli. Jo, prosim. Samo, Bojan, ti si še živ. Jaz tudi, kjer si še živ. Ja, Bojan, je tudi bil zraven. Več pa se jih zdaj trenutno spomnim, ker niso prisotni, ja. Potem smo začeli organizirati dneve knjige. Tu se začne več zgodb. Najprej bi se tudi pridružil zahvaliti, da to je šlo, kar moram povedati, da smo mi z Gregorjem pa z Zdenko Kodričem leta nazaj poskušali nekaj takega narediti. Mi smo se dvakrat sestali pri Gregorju in potem smo vedeli, kako obsežno je vse to njegovo znanstvo in smo se nekako izgubili vsak v svojem svetu, na koncu nismo pravzaprav nič naredili od tega, razen da smo se parkrat dobili pri Gregorju in smo obujali spomine. Jaz se Brenka najprej spomnim čisto iz svojih frikovskih let, kot eno mestno ikono, ker se mi zdi, da je tudi to važno. Ko smo mi smo bili tisti friki, ki smo se nekje po parkih skrivali z ruticami pa guljenimi hlačami, on je bil pa takrat oblečen tisto žametno bije. In smo ga občudovali, celo smo bili malo ljubosumni naše punce, ker so ga zelo občudovali, in on je šel ni šel tako skrivamo po parkih, ko smo se mi skrivali po velikih pazih, ampak je šel po sredi ulice s tisto njegovo lunarno hojo in se postavil pred kakšno gledalo in se celo, ampak to ni bil narcisoidno, ampak to je bil del predstave, ki je takrat igral. Potem se mi pa nekako se mi je zgubil. Potem pa sem zdaj ravno te dneve študiral, kako sem videl, kako sem prišel v stik in sem danes pravzaprav se spomnil, ko smo ravno tukaj, da je pravzaprav enkrat prišel k meni v knjižico, podobno kot je prišel Zdenko Kodrič, enkrat prišel v knjižico, se je predstavil, rekel, da je nekaj mojega prebral in me je povabil na pijačo v Solo. Ali pa 2 pijače, pa 3, kak je bilo pač prednjena nada. Vem samo, da sem jaz moral tako na strah pred njim, ampak mislim, da ni minilo niti 15 sekund, ko smo že fejs debatirali o literaturi, pa o filmu, pa o glasbi, vseh teh področjih. Ampak, da bi Brenka še postavil malo tako na realna tla, da ga ne bomo samo tako, on je bil tudi zelo vpet v čisto vsakdanje življenje. Tisti dan, ko je on naredil samomor, tisti dan smo bil zjutraj pri meni, smo zelo živahno z sodelavcem Joškotom Šilfeldom razpravljali, kdo bo svetovni prvak v nogometu, oziroma evropski prvak. In treba povedati, da je Brenk vse prvake zmeraj zadev, zmeraj točno vedel, še take stvari se zelo poglobeno loto. In moram tudi povedati, da meni prvi stik z njegovo poezijo nisem bil tako navdušen, moram priznati, delal se mi nekoliko preveč, celo malo poznan. Šele kasneje, ko sem začel poezijo jemati, da to prihaja v bistvu iz človekovega notranjega ritma, ko sem se spomnil na tisto njegovo hojo, na tisto, ki pravzaprav zmeraj hodi po vodni gladini, na koncu se vodno gladino potopil, ampak zmeraj hodil nekaj po robu vodne gladine, in tisto je omejen krog besed, tiste galaksije, zvezde, vse v bistvu, on nima nekega strašnega zaklada, ampak te stvari so se seveda pri teh LSD, to je neka druga, ko imaš te barve, pa dobro, to je neki taki krog, ki se pravzaprav gotovil, on je jaz stvaril nek svoj svet, nek svoj svet, in sem videl v tem neko moč in še nekaj, ta poezija je tako odprta, da je zelo ugodna za fotografsko ali pa plesno, in tu mislim, da je bila njegova moč, da ne bo predolgo, in mogoče še to, ker smo ravno tukaj, tu v sobi smo pravzaprav začeli tudi z dnevi knjige, Brenk je bil pravzaprav, to je tudi ena taka zanimiva stvar v te knjige, vsi smo se ga nekako tukaj lastili, ne samo, da je bil na različnih področjih, vsi smo imeli občutek, vse se samo z nami najbolj druži. Mislim, da tu v knjige smo sigurno 5 ljudi, in jaz vem, da je bil čisto vsak dan pri meni, pa mislim, da je tu še 4 so napisali, da on je živel toliko življenj, dopoldne bi bil tu pri meni, zjutraj me je zmeraj čakal, ko sem prišel v službo, pa potem na malci me počakal, to je bilo čisto vsak dan.
Ko ga enkrat ni bilo, se je zgodilo to, kar te zgodbi, ki je zdaj razlagal, 3 dni ga ni bilo, ker je bil v planinah, se je prvi skazalo, da je bil na piramidi, ker to so bile za njega planine in je prišel in kome je šepal in sem pa vprašal, kaj se je zgodilo, rekel, da ga eno punca zvlekla v planine, sem rekel, pa kje sta bila, bočo, kje ne, na piramidi, slepa piramidi, pa tam so korenine, pa to ti ne viš, ker je bil tako mestni človek, kar ne pomeni, da on ni se gibal, da je bil, če si šel po mestu, si ga zmeraj videl, kasneje si ga videl s tisto vrečko in celo s tisto polivininasto vrečko, v kateri je imel tiste svoje, ali so bili neke pogodbe ali za neke razne, ampak taka zelo grda, ponovadi tista čisto bela, ampak tista hoja njegova je pa ostala vse do konca.